Olimpijski podcast Božjega kraljestva. Dobro je videti ful narodov, ki tekmuje, recimo olimpijske igre, prižigajo ogenj na stotine narodov, vsi noter v igrah tekmujejo in proslavljajo svoj narod. Ne vam povem, v razodetju 7.9 piše, da bojo iz vseh narodov prišli ljudje pred Božji prestol. Vsi narodi bojo tam. A ni to the best, haleluja? To pomeni, da bomo tudi Slovenci tam. To je več kot kjerakoli zlata medalja, haleluja. Poglejte si v razodetju 7.9. Zatem se mi je prikazala velika množica, ki je nihče ne bi mogel prešteti. Iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov. Stali so pred prestolom in pred jagnjetom, to Jezusom, ogrnjeni v bela oblačila, v rokah pa so držali palmove veje in vpili so z močnim glasom. Odrešenje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu in v jagnjetu. Tedaj so vsi angeli, ki so stali vse naokrog prestola in starešin ter 4 živih bitij padli pred prestolom na svoje obličje in molili Boga. Amen. Hvala in slava, modrost in zahvala, čast in oblast in moč našemu Bogu na veke vekov. Amen. Dajmo tako živeti, kakor se živi v nebesih. Haleluja. Daj svoje življenje v slavo Bogu in pripeljmo čim več ljudi iz Slovenije v Božje kraljestvo. Pripeljmo ljudi iz vseh narodov v Božje kraljestvo. Kako? Tako, da dajo slavo jagnjetu, da sprejmejo Jezusa za odkupitelja od svojih grehov. On je umrl za naše grehe. 3. dan je vstal od mrtvih. Danes je živ in kdorkoli v srcu veruje, da ga je Bog obudil od mrtvih in ga svojimi usti prizna za svojega Gospoda, bo odrešen. Pripelj danes koga k Jezusu. Povab koga v Božje kraljestvo, da napolnimo nebesa z ljudmi iz vseh narodov. Čau.